Gospod minister, instrumenta, centri odličnosti in kompetenčni centri se zaključujeta. Kaj jih čaka po detaljni analizi po letu 2013? Mi bomo vse tako je predvideno z inštrumentom nadaljevali. Kar pa seveda ne pomeni, da bodo vsi sedanji obstoječi centri odličnosti in kompetenčni centri kar avtomatsko nadaljevali za svojim delom. Mi želimo upraviti resno analizo, ki bo vključevala vse elemente, predvsem pa nas seveda zanima ta vidik sodelovanja, ker zato so bili kompetenčni centri in pa centri odličnosti vzpostavljeni za industrijo. Skratka, tisti, ki je imel dobre rezultate in tako naprej, bo po ponovnem javnem razpisu seveda lahko sodeloval naprej pri tem inštrumentu. Tisti, ki so imeli pa nekoliko slabše rezultate, bodo pa mogoče morali počakati priložnost, da je drugič. Kaj pa po vašem mnenju v okviru strukturnih skladov podpreti v naslednji finančni perspektivi 2020? Jaz mislim, da ne bi rad zdaj določenih področij izpostavljal. Vsa so pomembna. Tisto, kar moramo mi slediti, je v vprašanju koncentracije. Torej, da imamo človeške, tehnološke in pa seveda tudi finančne resurse skoncentrirane in jasno usmerjene. Ne gre samo za to, da so skoncentrirani, ampak so tudi jasno usmerjeni. In pametna specializacija kot nek ex ante kondicijo, tako rekoč, skratka kot predhodni pogoj, je točno to, da se usmerimo, da damo resurse na eno mesto in potem temu primerno seveda peljemo svojo razvojno in pa inovacijsko strategijo. Tako da zame je pomembno, da ta denar ne gre na 100 ali 200 koncev, kjer na koncu nimamo rezultata, ampak da je primerno usmerjen in seveda zaradi tega potem leta 2020 ali kasneje imamo rezultate.